Lep pozdrav vsem spoštovani zbrani. V čast umetnikom od enih rožic k drugim rožicam in seveda k vsem drugim lepim stvaritvam gospe Dorice in gospoda Stanislava Bricmana in seveda tudi v čast našega krajevnega praznika. Lep večer voščim. Hvala, drage Korošice, za pesem. Pesem je najlepši in najboljši uvod v tako prireditev, kakršna je današnja. Sicer je pa tale že kar tradicionalna. Vsako leto, že dolgo vrsto let, Društvo upokojencev v čast krajevnega praznika pripravi eno razstavo in tale je še posebej topla in lepa. Hvala lepa zanjo. Lep pozdrav vsem, ki ste prišli, ki boste danes počastili oba avtorja, umetnika. Lepo pozdravljam predsednika Društva upokojencev Ravne, gospoda Jožeta Prednika. Gospod župan bi se nam rad pridružil, pa je zdaj trenutno še na eni drugi prireditvi, mogoče se nam pa kasneje pridruži. Gospa Metka Dobnik, ki vodi naše Korošice, je seboj pripeljala tudi svojo hčerko. Pri njih je glasba res v družini in Ana Zoja Dobnik nam bo zdaj zaigrala s harmoniko in dodala bom samo še: sreča je srečati take ljudi, ki v tebi puščajo dobre sledi. Hvala lepa, gospa Dorica in gospod Stanislav, za vajine sledi. Hvala lepa, pevke, za vaše glasbene in vam seveda, ker smo vsi skupaj zdaj tukaj kot ena velika celota, ena velika lepa družina, ki bomo uživali.
Vsak trenutek življenja je trenutek ustvarjanja in vsak nam ponuja nešteto možnosti in novo odločitev. In zagotovo je tale odločitev, ki je danes tukaj, ta možnost, ta dogodek lep k topu, tako kot sem že povedala. In hvala zanj gospe Simoni Vončina iz hiše tukaj, ki nas gosti. Hvala lepa gospodu Štefanu Bobeku in vsem, ki ste pomagali postaviti tole razstavo na najlepši možen način. In seveda zdaj vabim k besedi, k pozdravom gospod Simono Vončina. Gledam na ono stran, tukaj ste. Ja, prosim za kakšno vašo besedo. Lep dober večer v voščem imenu Koroške osrednje knjižnice. Kot je že povedala gospa Mojca, se že vrsto let srečujemo v mesecu oktobru in občudujemo ustvarjalno moč članov likovne sekcije Društva upokojencev Ravne. Zadnja leta so ta srečanja še prav posebna. Predstavljajo se člani s samostojnimi, določeni člani s samostojnimi razstavami. Mogoče so to člani, ki po svojem likovnem izrazu, ustvarjalni moči in likovni kilometrini mogoče izstopajo iz svojih vrst. In res smo veseli, da letošnje leto tukaj gostimo zakonca Bricman, gospod Dorico Bricman in gospoda Stanislava Bricmana. Če se ozremo naokoli, vidimo, da nas danes nagovarja cvetje. Mogoče je zanimivo, če opazujemo te sveže nabrane šopke iz cvetočih poljan in pa kako so skrbno zaranžirani, dekorirani, se mogoče vprašam, ali gospa Dorica Bricman ustvarja tudi za svojega moža, gospoda Stanislava Bricmana, tudi zdekorira te šopke, preden jih gospod naslika. Tako da res iskrene čestitke nocojšnjima posebnima gostoma, razstavljavcema. In verjamem, da bo ta razstava, kot so vse razstave članov likovne sekcije Društva upokojencev, da bo zelo dobro obiskana, kar pa nenazadnje priča tudi nocojšnja zares bogata udeležba. Pravkar, kot vidim, se nam je pridružil tudi gospod župan, pa bom predala kar besedo moderatorki nocojšnjega večera. Hvala lepa, gospa Simona Vončina, in še enkrat bom rekla ali ponovila, lep pozdrav, gospod župan in gospod podžupan, utegnila sta priti k nam, dobrodošla in prisrčno pozdravljena. Lepo, ker vama bo lepo tukaj ob rožicah, smo prepričani prav vsi. Zdaj pa spet naše Korošice z dvema pesmima. Ena ptička priletela in lepa ura sonce sije. Korošice in Metka Dobnik, prosim. Ena ptička priletela, ena drobna ptičica in je prav lepo zapela. Ena drobna ptičica in je prav lepo zapela. Ena drobna ptičica.
diom, hola, hola, diom, hola, dia, diom, hola, dia, 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 diom. Hola, hola, diom, hola, dia, diom, hola, dia, drihol, diom, hola, hola, diom, hola, dia, diom, hola, dia, 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 diom. Mrzla rosa, ostra kosa, rada riže travnike, lepa dečva, zaobr dečva, rada ljubi pobeče. Hola, hola, diom, hola, dia, diom, hola, dia, drihol, diom, hola, hola, diom, hola, dia, diom, hola, dia, 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 diom. Hola, hola, diom, hola, dia, diom, hola, dia, drihol, diom, hola, hola, diom, hola, dia, diom, hola, dia, 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 diom. Hvala lepa, drage Korošice. In naj povem, z veseljem povem, da so pred kratkim čudovito predstavljale našo koroško deželo v Ljubljani na festivalu za tretje življenjsko obdobje. Njihove žabe so preprosto užgale in zažgale. Bravo, Korošice, in hvala. Zato veselimo se življenja, dajmo jutro svoj nasmeh in dajmo dnevu svoj priklon. In zdaj vabim sem k mikrofonu gospoda župana, pa gospoda predsednika. Pridita oba, lepo prosim bliže, gotovo bosta kaj lepega povedala sporočila in potem vaju bomo poprosili tudi za tisti glavni del, uradno otvoritev te lepe razstave. Prosim. Hvala lepa, lep pozdrav vsem prisotnim. Sem se že bal, da mogla s predsednikom pet, ampak na srečo nama ne bo treba. Spoštovana gospod in gospa Bricman, družina Bricman, vsi spoštovani gostje, spoštovani predsednik Društva upokojencev, lep pozdrav v svojem imenu občine Raven na Koroškem na tej otvoritvi likovne razstave naših domačinov, ne samo Ravenčanov, tudi še bolj Kotulcev. Vesel sem, da otvarjate to likovno razstavo, posebej sem vesel, da otvarjamo lastno likovno ustvarjalnost, da ne samo gostimo tuje umetnike, ampak znamo tudi narediti kulturno-umetniške dogodke iz lastnih ustvarjalnih sil, tokrat iz gospoda in gospe Bricman, ki ustvarjata v tem tretjem življenjskem obdobju. Torej zahvala tudi Društvu upokojencev, da nudi ta institucionalni okvir tega ustvarjanja. In pa seveda po današnji razstavi lahko vidimo, da kot večinoma pojemo pesmi gospoda Šipka, Korošci smo zmerom za muštri bili, bi morda lahko to parafrazirali danes tudi v Kotulci smo zmerom za muštri bili, v tem ožjem smislu, kot tudi da je zbrano veliko publike iz domačih kotel. Torej res prisrčno pozdravljeni v imenu občine, spoštovana umetnika, ki danes ustvarjata ta kulturni dogodek. Hkrati pa sem vesel, da ste tudi to razstavo, ta kulturni dogodek namenili praznovanju krajevnega praznika občine Ravne. 12. oktobra, prihodnjo sredo, praznujemo torej ta krajevni praznik in današnji kulturni večer je tudi namenjen eni izmed prireditev v sklopu tega našega skupnega krajevnega praznika in torej še posebej prisrčna zahvala, da ste se spomnili na ta praznik. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim ljubiteljem likovnih stvaritev. Moram čalo dati. V Društvu upokojencev imamo veliko dejavnosti za člane, ki želijo sodelovati in zapolniti vrzel, ki nastane po odhodu v pokoj.
Ko nastopi ta, imajo nekateri pomisleke, da smo prestari. Všeč mi je misel, ki pravi, da se nihče ne postara, ko živi mnogo let. Staramo se z opuščanjem naših idealov. Leta mogoče nagubajo kožo, ampak opustiti navdušenje pomeni nagubati dušo. Sam se moraš odločiti, kdaj si postaviš mejo starosti. V društvu lahko najde skoraj vsak kaj zase. Tako imamo tudi likovno sekcijo, v kateri sta zelo dejavna zakonca Dora in Stane Bricman. Likovniki vsako leto postavijo na ogled svoja dela tukaj v razstavišču o prazniku mesta Ravne, česar smo veseli in hvaležni, da smo lahko del programa, bogatega programa, ki ga ima knjižnica. Preden vas povabim na ogled, se želim zahvaliti zakoncema Bricman za nocojšnji večer in za pogostitev. Hvala vsem nastopajočim, še posebej gospe pevovodkinji Metki, ki je naše pevke Korošice prejšnji teden popeljala v Cankarjev dom v Linhartovo dvorano, kjer so bile deležne velikega priznanja. Hvala Mojci za lepe besede in vodenje, hvala knjižnici in na koncu vam vsem, ki ste prišli in svojo prisotnostjo obogatili ta večer. Vabim k ogledu, potem pa na kozarček in nekaj sladkega. S tem vabim župana, da skupaj odpremo to prireditev. Glede na to, da sem bila mi deklarirala, pa me zdaj ste pozabili, kot spustili, če vem, kako se je to zgodilo, pa je tašča vseeno izrazila željo, da nekaj povem. Ja, z veseljem, ja, prosim. Ja, seveda. Upam, da ne bom predolga, ker sem se kar pripravljala, a ne, tako da, ker... No, v glavnem, jaz bi še v svojem imenu vse pozdravila, a ne, še posebej bi pa pozdravila današnja razstavljavca, to se pravi gospod Dorico Bricman in gospoda Staneta Bricmana. Ona dva sta mi namreč že kar pred časom rekla, če jaz kaj povedala v tej priložnosti in sem se seveda z veseljem in zadovoljstvom odzvala. Moram pa reči, da mi je to potem pa predstavljalo kar mali problem, a ne, večjo težavo, kot sem sprva mislila, ker nisem vedela, kako se naj zdaj tega lotim, a ne. A naj povem nekaj o njunem likovnem ustvarjanju zgolj z profesionalnega stališča, ali naj bo bolj to oseben pristop, ampak ker vsi tukaj veste, da sta to moj tast in tašča, seveda mimo tega nisem mogla, a ne, in zato sem se odločila, da povem par besed na tak način. Se vidite, nimam nobenih listkov, upam, da mi bo šlo. Ko sem jaz pred 30 leti prvič stopila k njim, a ne, ko sem prvič prišla kot mlada punca v Kotlje, moram reči, da sem doživela kar tak mali šok, a ne. Prišla sem čisto enega drugega okolja in sem prišla v njihovo hišo, ki je bila od vrha do tal polna slik, likovnih del, takrat samo še likovnih del mojega tasta, a ne, ker moja tašča takrat še ni delala. In moram reči, da me je vse skupaj kar res prevzelo. Prevzel me je tudi ta von, ta ateljejski duh, ki je vladal v tej hiši, a ne, ker morate vedeti, da ustvarjanje, začetki ustvarjanja mojega tasta segajo dejansko 50 let nazaj, a ne. To je bil čisto neki drugi čas kot danes, a ne. To ni bil čas, ko si se mogoče zmislil, da boš naredil eno olje, si šel v Bauhaus, kupil platno, šalto internet, pogledal, kaj se dogaja na YouTubeu, navodila, a ne, na sliko, dal na Facebook, dobil milijon všečkov in to je bilo to. Ne, to je bil čisto neki drugi čas, a ne. Morate vedeti, da je moj tast mogel vse ta platna pripraviti, a ne, hiša je dišala po kleju, po terpentinu in seveda prevzelo me je tudi to, ker sem kar hitro ugotovila, kako dober risar on v bistvu je. Glede na to, da nobenega znanja ni imel odkot dejansko črpati, a ne. On je v bistvu popolni samouk in glede na to so bili njegovi rezultati res fenomenalni. Posebej, kar se mi pa zdi, da je mogoče njegov največji dosežek, pa ne vem, če se ga mogoče sam zaveda, je pa to, da je vsa ta leta, pa takrat v tistem obdobju še pa posebej, bil izredno ustvarjalen in ploden na področju zapisa koroške kulturne dediščine. Na današnji razstavi se mogoče niti ne predstavlja toliko s tem, ima samo enih par teh kašč in
to značilno koroško arhitekturo, a ne, tam na začetku sem videla, a ne, ampak on je bil zelo skrben zapisovalec tega, a ne. Vem, da je fotografiral vse posod kmetije, kašče, in da so ljudje tudi prihajali k njemu za željo, če bi upodobil mogoče njihovo rojstno hišo. To je bil en tak pravi čustven naboj, a ne, s strani teh ljudi, ko so prihajali v Kotlje in so prosili, če bi mogoče za kakšno darilo ali pa za njih same to upodobil. In on je tudi sam hodil krog z fotoaparatom, se spominjam, in sem skoraj da prepričana, da je po moje kar več kot 90% vseh teh stavb, danes že marsikatero od njih tudi ki je že propadla, ne, zabeležil in zapisal tako v risbi, kot pa tudi na platnu. Kot sem že prej rekla, ne, bi mogoče se izpostavila to, da kot dober risar, in risba je tudi glavna podlaga za njegove slike, a ne, je naredil pa tudi nekaj čudovitih portretov in tam na začetku lahko vidite dva iz začetka, ne, oziroma izpred 40 let dejansko, kjer sta upodobljena današnja razstavljavca. Moram reči, da sta bila takrat prav taka, čeprav sta danes lepša, a ne, ampak takrat sta bila definitivno prav taka, a ne. Zdaj pa seveda, da ne delam krivice moji tašči, moram povedati še tudi nekaj, a ne, o njej. Ker je tudi ona seveda živela v tem okolju, dihala s tem, in ker smo vsi okrog nje nekaj delali, najprej mož, potem še sin, na koncu sem se še jaz nekaj štula, a ne, definitivno, da je nekje pred 30, ne, no, ja, zdaj pa že kar bo, ko je bila stara 50 let, je začutila tudi ona potrebo, da nekaj pove. In potem je nekega dne kar izjavila, ne, danes bom pa jaz naslikala kar olje, seveda, ne, ni bila skromna, kdor jo pozna, to ve, a ne, da samo zavesti je ne manjka. Ded je nekaj godrnjal, pol je le prinesel tisto platno, verjetno si mislil, bom že pol premalo, a ne, in takrat je ona v bistvu naslikala te prve sončnice. Jaz moram reči, mogoče smo jo vsi gledali takrat malo z levo roko, ne? Ampak ona je bila zelo vztrajna, ne? In je tudi zvedavo spraševala, ded je bil modro tiho, nekot si ni pustil ta svoj peskovnik preveč blizu, ne? On je bil le uveljavljen, takrat že slikar na Koroškem, vsi so ga spoštovali, a ne? In ni dal preveč informacij. Jure je sicer zelo rad kaj povedal, sam je toliko zakompliciral, da nisem razumela, ne, in potem sem ostala sam še jaz. In v tej vlogi smo se kar nekam našle, ne, ona je bila zelo, zelo poslušna učenka, zelo dobro je sprejemala tudi kritike, kar me je presenetilo, in je znala to zelo v sebi v prid obrniti, to se pravi, da se je stalno izpopolnjevala in izboljševala. Njena motivika so bile v glavnem že začetka rože, ker jih je bilo okrog hiše polno, tudi v hiši jih je bilo polno, in se mi zdi, da se je tam tudi najbolj našla, a ne. Nekaj se je potem poskušala tudi s stihožitji, pa mogoče neki krajin, ampak rože, to so bile pa najbolj njena domena. Kar sem pa posebej vesela in ponosna na njo, a ne, je pa to, da se je za to razstavo danes odločila, da bo naredila čisto poseben nov opus, a ne, medtem ko je za dedja nekje logično, da je pobral najboljše od vsega, kar je naredil v vseh teh letih, ker ima tako skladovnico del doma, da bi bilo to skoraj da škoda, da zdaj v 2 mesecih poskuša nekaj novega narediti, a ne. Se je pa tašča potrudila in naredila, tam ste videli, en tako poseben opus. Vesela pa sem, da je uspelo, da je v vseh teh letih res napredovala in nagradila in da v teh delih zdaj ni več sledu, recimo, vpliva njenega moža, a ne. Meni so posebno všeč te makroposnetki, te makrovidiki teh cvetlic in vse te njene slike, ki so tople, iskrene, take kot je ona sama, a ne. Mi smo ponosni na njo, da je to naredila. Jaz upam, da bosta še naprej ustvarjala, da bosta še naprej delala, da to ni zadnjo, kar sta naredila. In ded ima do nas še en dolg, ko se je pripravljal na to razstavo, smo ga mi prepričevali, da bi naredil en naš družinski portret. Mi upamo, da to še bo kdaj nastalo, a ne. Malo smo zaprknili mi, Jure, ker ni naredil fotografije, malo je njega zdravje izdalo, a ne. Bica, tebi pa podarjamo en šopek, če bo moj sin prišel, da boš, ko boš prišla domov, da ga boš ovekovečila in naj bo to začetek za naslednjo razstavo. Hvala, radi vaju imamo.
Hvala lepa, gospa Katja, tudi vam za vaše besede. Važno je veliko srce in živahne iskre v očeh. Vse to imate in, dragi moji, uživajte. Lepo se družite in povabljeni tudi v sosednji prostor na pogostitev. Hvala lepa vsem in lep večer.